Pa še eno stvar. Zdaj, ta podatek, ki ga bom povedala, priznam, nisem ga posodobila, nisem vedela, o čem se bomo pogovarjali, ampak vem, da ko je bila ta diskusija o neopredeljenih pacientih, o pacientih, ki nimajo izbranega zdravnika, operira se številko 130.000 ljudi je brez zdravnika, pa če je to splošen zdravnik, pa pediater oboje. Ne? In zdaj imate 3 tipe splošnih ambulant v Sloveniji. Redne ambulante za boljšo dostopnost, kako se imenujejo, pa neopredeljene. Ne? No in jaz sem naredila analizo iz ZZZS-jevih podatkov, ki so javno dostopni na spletni strani, koliko pacientov več smo od avgusta 2022 do avgusta 2023 opredelili v vseh teh 3 tipih splošnih ambulant. Do avgusta sem takrat naredila za 1 leto, ne vem, kakšna je situacija danes. Ne? Okrog 16.000 več ljudi je bilo opredeljenih v vseh teh 3 tipih ambulant. Hkrati je bilo pa okrog 16.000 ljudi manj opredeljenih pri pediatrih. Kar pomeni, da neto efekt je nič. In zdaj ne pravim, da ta problem ne obstaja, ampak očitno mi ne razumemo seveda, zakaj se tudi pacienti na ta način odločajo. Zelo verjetno bi hitro prišli v diskusiji, zdaj, ki jo imamo, tudi do tega, da je verjetno preenostaven dostop morda do urgenc, pa mnogi niti ne izbirajo splošnega zdravnika, ker poskušajo seveda do zdravnika priti kako drugače. Hočem reči, da seveda je treba, vedno, kadar se pogovarjamo o tem, kako te probleme rešiti, razumeti, da so večplastni in da mi v bistvu moramo kombinirati več stvari, od zagotavljanja kadrov do ustreznega financiranja izvajalcev, pa seveda do tega, da na nek način tudi vplivamo na to, kako se obnašamo mi, uporabniki. Zdaj pa, če se malo navežemo to, kar je prej dr. Mlakarjeva diskutirala. Mi smo se o več različnih problemih pogovarjali. Ena od temeljnih nalog, ki jo ZZZS nesporno ima, in nisem slišala, da bi kdo se s tem ne strinjal, je to, da seveda skrbi za obračunske modele in da plačuje za izvajanje zdravstvenih dejavnosti. Ampak če pogledamo zgodovino, a je res pri tem zavod lahko strokovno, samostojno in utemeljeno deloval v preteklosti? Ni mogel. In situacija, ki jo imamo zdaj, recimo, da gremo pa izračunamo cene za SPP-je, slovenske cene za SPP-je, pa potem seveda nek drug odločevalec prepreči uveljavitev, potem to pomeni, da seveda zavod svoje funkcije res ne more odigrati in s temi omejitvami treba nehati. To, da pa seveda je treba za pravice, ki jih imamo, za zdravstveno košarico zagotoviti dejansko izvajalce, je pa tudi stvar, ki je naloga. Zdaj pa spet ne samo ZZZS-ja, moče zdaj biti zagovornik ZZZS-ja, ker so problemi na večjih straneh, ampak tudi tukaj je podobno. Dokler mi rečemo v diskusiji, ne bomo posegali v nobeno pravico, kako pa če pa kdorkoli koordinirati zdravstveni sistem. Mi imamo dane finančne okvire, 3,5 milijard je od 5,2 milijarde, kolikor je skupaj denarja za zdravstvo iz različnih virov, 3,5 milijard imamo za zdravstveno košarico. To je omejitev, ki nam določa obseg zdravstvene košarice. Potem se moramo pa pogovoriti o obsegu, o strukturi te košarice. Zdaj, na to strukturo pa seveda vpliva marsikaj. Vpliva to, kakšni so stroški pri izvajalcih, vpliva to, kakšna je mreža, vpliva to, kaj v to košarico damo in kaj iz te košarice izločimo. Mi imamo pa pravzaprav nek sistem, ki nič ne izločimo iz košarice, kar pomeni, da zelo slabo in počasi uvajamo v košarico inovacije in predvsem vedno politika reče, ne bomo se pogovarjali o pravicah. Ni bilo dolgo časa nazaj, ko smo se pogovarjali o problemu bolniškega staleža, ker izdatki za bolniški stalež zelo naraščajo in se postavimo na izhodišče, ne bomo nič v to pravico posegali, pa čemer se moramo zmeniti samo o osnovnem principu, da si na bolniškem staležu, dokler imaš še neko preostalo delovno zmožnost. Če se enkrat vsi strinjajo deležniki, da je ta posameznik delovno nezmožen, potem seveda ne more biti v bolniškem staležu več. Potem je treba zagotoviti možnost, da seveda se to prenese pač v neko drugo blagajno. Z družbenega vidika problem ostane, ampak saj vemo, kdo je potem za reševanje tega problema odgovoren.